Prenovljena motokros proga Cukrca gostila 6. dirko državnega prvenstva. Dirkaški dan organizirali člani AMD Šentvid pri Stični. Na Slovakia ringu potekala dirka mednarodnega tekmovanja v cestno-hitrostnem motociklizmu Alpe Adria. Slovenske barve zastopala Gašper Hudovernik in Jan Nussdorfer. Prvič v letošnji sezoni vozniki mini cestno-hitrostnega motociklizma dirkali na Hrvaškem. V Novem Marofu prikazali neustrašne in razburljive vožnje v 7 tekmovalnih razredih. Danski Vojens gostil zadnjo izmed skupno 3 dirk svetovnega prvenstva mladincev v Speedwayu. V močni mednarodni konkurenci nastopil Anže Grmek. V kamnolomu Mozel potekali zanimivi obračuni tekmovalk in tekmovalcev za točke državnega prvenstva v trialu. Favoriti na zahtevnih poligonih niso razočarali, a tudi padali. Motokrosisti, ki nastopajo v svetovnem prvenstvu MXGP, navduševali na veliki nagradi Italije. V Maggiori drveli Tim Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj. Eno članstvo za vse. Za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Državno prvenstvo v motokrosu se je 6. dirko v sezoni nadaljevalo na znameniti ter letos prenovljeni in preoblikovani progi Cukrca v dolini pod Kalom. Tekmovalni dan so otvorili vozniki, ki nastopajo v kategoriji veterani. V razredu MX Veterani 40 je za presenečenje z 2 odličnima vožnjama poskrbel Martin Podgornik, ki je ugnal vodilnega v skupnem seštevku Simona Laurina. Član AMD Slovenske Konjice se je prvič v sezoni moral po 5 zaporednih skupnih zmagah zadovoljiti z 2. mestom. To je bilo dovolj, da je dirko pred koncem sezone že postal državni prvak. Na dirki je 3. mesto osvojil Leon Ferš. Med starejšimi veterani je na štartni rampi manjkal vodilni Bogomir Gajser, kar je s pridom izkoristil Manfred Kainz. Avstrijski dirkač je bil razred zase in se podpisal pod skupno zmago. Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila Alojz Vogrinc, ki je bil 2. in 3. uvrščeni Boštjan Branisel. Od najstarejših k najmlajšim in razredu MX50, kjer se dirkači potegujejo za točke pokalnega prvenstva Slovenije. Vnovič je svoj dirkaški talent prikazal Matic Maček, ki je bil v obeh vožnjah neulovljiv. Privozil si je že 8. zaporedno skupno zmago, 2. mesto si je po napetih prehitevanjih pridirkal Oto Petrovčič. Skupno 3. mesta se je veselil hrvaški tekmovalec Luka Vorel. Tudi v kategoriji MX65 so potekali zelo napeti boji. Trenutno vodilni dirkač v tem tekmovalnem razredu Alex Novak se je izkazal v obeh vožnjah. V prvi je nadoknadil slab štart, v drugi pa je po seriji izjemnih prehitevanj s Tajem Goležom prišel do skupne zmage letos že 6. Golež je tako vnovič končal kot 2, na najnižjo zmagovalno stopničko je stopil Tim Repnik. V konkurenci tekmovalcev na 85 kubičnih motorjih je imel svoj popoln motokrosistični dan Jan Jakob, ki je prvič v sezoni postal skupni zmagovalec dirke državnega prvenstva. Najhitrejši je bil v obeh vožnjah. Danes je bil super dan, v kvalifikacijah sem postavil 2. čas, s tem sem bil zelo zadovoljen. Proga je bila zelo odlična, kanale, to kaj meni paše in užival sem. Za njim so se za ostala mesta pomerili Val Slavec, Jaka Mervič, Matej Novak. Slednji je tako kot še nekaj drugih dirkačev zaradi neupoštevanja rumene zastave prejel pribitek 10 mest. Na zmagovalnem odru sta končala Mervič kot skupno 2., 3. je bil Slavec. V razredu MX125 sta bila največ pozornosti deležna najboljša dirkača v letošnji sezoni Gal Geršak in Žan Oven. Geršak je bil najhitrejši v prvi vožnji, toda v drugi mu je milo za drago vrnil Oven, za katerega je bila to domača dirka. V seštevku točk se je veselil 4. zaporedne skupne zmage. Zjutraj trening v redu, je bilo kar blata. Tako da sem naredil prvi čas, potem prva vožnja nisem bil dobro zbran, tako da sem bil 2. Potem pa sem se zbral za 2. vožnjo in končal na 1. mestu. Na 3. mesto se je pripeljal Miha Vrh. Skupaj so se na progo podali dirkači v razredu MX2 in MX Open. V nižjem tekmovalnem razredu je Jaka Peklaj vnovič dokazal, da je bil prestop v MX2 zadetek v polno. V
V obeh vožnjah ni imel prave konkurence. Še najbližje mu je prišel Gal Hauptmann, ki je bil boljši od Tilna Demšiča. V najmočnejšem razredu MX Open se je skupne zmage veselil Žan Žaler, ki je bil od najboljše trojice najbolj dosleden. V prvi vožnji je osvojil drugo mesto, na popoldanski pa je slavil zmago. V seštevku točk je bil boljši od drugouvrščenega Denisa Jakše, tretji pa je bil Miha Bubnič, ki ostaja vodilni v skupnem seštevku. Sezono sem začel s poškodbo kolena, strgal sem križno vez in sem bil novembra operiran in sem spustil 5-6 mesecev priprav, tako da sem začel po prvi državni dirki, tako da žal za skupno prvenstvo se ne morem potegovati za prvo mesto, ampak nimaš kaj. Z izvedbo dirke in pripravo proge niso bili zadovoljni le dirkači, ampak tudi organizatorji AMD Šentvid pri Stični. Sicer pa je Šentvid pri Stični in ta postaja državnega prvenstva v jesenskem času neka tradicija. Očitno res šteje ta tradicija. Pred tekmovalci je še zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva, ki jo bodo 24. septembra organizirali člani AMD Orehova vas. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 €. Več na amzs.si. Prizorišče 5. letošnje preizkušnje mednarodnega motociklističnega tekmovanja Alpe Adria je bilo Slovakia Ring. Nedaleč od Bratislave sta z licenco AMZS nastopila tudi Gašper Hudovernik in Jan Nussdorfer. Slednji je v razredu 600 Cup na dveh dirkah dvakrat osvojil drugo mesto. Hudovernik pa na Slovaškem ni prišel v cilj. Obe dirki sta bili naporni, v sobotni dirki sem naredil nekaj napak, zato je bil zaostanek za vodilnim večji. V nedeljo pa sem več kot pol dirke vodil, na koncu pa sem se moral zadovoljiti z drugim mestom. Dolgo se je govorilo, še dlje namigovalo. Letos so se želje uresničile, dirkači mini cestno-hitrostnega motociklizma so privijali ročico za plin na hrvaškem dirkališču Novi Marof. Peta letošnja dirka državnega prvenstva je potekala izven meja Slovenije. Ni prvič, da so dirkači nastopili na Hrvaškem, so pa prvič s tekmovalno miselnostjo prišli na atraktivno stezo Ravš. Na hitrem in tehnično zahtevnem dirkališču so se prvi predstavili dirkači razreda Mini Moto 10. Njihovi zavoji niso bili nič mini. Od trenutka, ko so ugasnile rdeče luči, so se borili za najboljša mesta. Iz prve vrste se je izstrelil David Štilec, a je vodilni v skupnem seštevku prvo vožnjo presenetljivo končal šele na 8. mestu. Njegov slab začetek dneva je izkoristil Jakob Štiftar, ki je zmagal na prvi dirki, na popoldanski pa je bil drugi, zaradi česar je še drugič letos dvignil pokal skupnega zmagovalca. Priznam, da sem se mogel potruditi. Za zadnjo dirko sem imela z Liamom kar boje, ampak sem ga v zadnjem krogu, v zadnjem ovinku prehitil po bankini, ampak sem lahko dosegel, kar sem lahko. Štilec je sicer v drugi vožnji popravil. Tis se veselil prvega mesta, zato je v seštevku točk lahko osvojil skupno 3. mesto. Drugo je pripadlo Liamu Ostrožniku, ki je v tesnih dvobojih s Štiftarjem pokazal, da se je več kot sposoben boriti za sam vrh. V kategoriji Mini Moto 14 in Komel vnovič ni imel prave konkurence, čeprav mu je v obeh vožnjah za vrat dihal Kaj Vehabovič. Kljub intenzivnemu pritisku tekmeca je mlajši od bratov Komel ostal trden, neomajan in se je veselil prvega mesta v obeh vožnjah. Dirka je bila ne toliko zapletena, borba pa tudi bila. Zabavno lih ni bilo, bolj je bilo stres, ko pa zabavno. Skupno drugi je bil Vehabovič, tretji pa Maroko Cvetko. V razredu Mini Moto Open smo tokrat namesto troboja spremljali dvoboj za skupno zmago. Tadej Mavr Guštin in Taj Komel sta prikazala neprecenljivo dirkaško znanje in veliko mero poguma.
Komel je namreč po sobotnem padcu dirkal z natrganimi vezmi v zapestju. V obeh vožnjah sta z Maverjem Guštinom tekmovala na nož, a zmagovalec je lahko postal le en. Prvič po dirki v Krškem je dirkaško nedeljo končal s polno mero 50 točk. Dirka je bila super, zdaj res hvala za lepo dirko z mojimi nasprotniki. In sem vesel, da sem znova na stopničkah. Drugi je bil Komel, na najnižjo zmagovalno stopničko pa se je pripeljal Luka Lenko. Tekmovalci, ki nastopajo v konkurenci Skuter 70 na hrvaški stezi, niso imeli proste poti do najboljših mest. Že na štartu je bila izjemna gneča, prvovrstne vožnje pa sta uprizorila Nejsko Govšek in Matija Benčič, ki je bil na ravšu trn v peti vodilnemu v skupnem seštevku. Dirkač iz Obale je bil razpoložen, hiter, toda po obeh vožnjah ne dovolj hiter, da bi z prvega mesta izrinil letos nepremagljivega Ljubljančana. Kogovšek se je moral pošteno potruditi za obe zmagi, ki sta mu dirko pred koncem sezone že prinesli naslov državnega prvaka. Mene sansko, take dirke, taka udeležitev, proga odlična, pa še na koncu izpletali, da smo pripeljali še eno zmago. Matija tudi super stopnjuje tempo, se vidi, da nabira te kilometre, izkušnje, vse te stvari. Benčič se je zadovoljil skupnim drugim mestom, tretji pa je bil v Novem Marofu predstavnik Hrvaške Filip Čajić. Na dirkališče, ki se nahaja med Zagrebom in Varaždinom, so zapeljali tudi dirkači Supermota. Motori so zahrumeli, dirkači so bili trdno odločeni, da ovinke sekajo čim hitreje. V Novi Marof je v odlični formi prišel Andraš Osenk-Drčar, ki je bil v prvi vožnji daleč pred vsemi. Ko je že delovalo, da se bo podpisal po drugo zaporedno skupno zmago, mu je pot prekrižala dirkaška smola. Slab štart v drugi vožnji ga je najprej pahnil v ozadje. Po hitenju v spredje je ujel na dirki vodilnega Etiena Kantarja Božiča. Tik pred napadom za vodstvo pa so mu odpovedale zavore, zaradi česar je padel in odstopil. 15-letni dirkač iz Lucije, dirkal je s posojenim motorjem, je prvo vožnjo končal na drugem mestu. Popoldansko pa je zaključil kot prvi za novo skupno zmago in vnovičen prevzem vodstva v skupnem seštevku. Ker res do četrtka tega nisem sploh vedel, če bom vozil ali ne. Na motor se še nisem najbolj navadil, ampak drugi vožnji je bilo res napeto z Hrvatom Kosičem in na tesno je bilo, parkrat sem bila kar blizu trka. Po dramatičnem razpletu se je na drugo mesto zavihtel Antonio Kosi, tretji pa je bil Davide Di Leonardo, oba iz Hrvaške. V razredu Mini GP10, kjer so motorji vsaj po zgledu še najbolj podobni tistim iz svetovnega prvenstva, je Tijan Krševan upravičil status favorita. Njegov največji tekmec je bil on sam, saj mu Nejc Petrič, ki si je na Vranskem zlomil ključnico, ni uspel slediti. V obeh vožnjah je bil dirkač iz Ajdovščine najhitrejši. Dirka je bila fajn. Prvo dirko nisem riskiral, da ne slučajno padem. Drugo dirko sem pa se probal čim več dajati z mojim bratom Enejem. In je bilo fajn, hitro se končala dirka. Novih 40 točk za skupni seštevek je osvojil Petrič, za njim pa je končal Urh Kovačič. V razredu višje Mini GP12 je bilo, ko so ugasnile rdeče luči, hitro vse odločeno. Tristan Rupeli ni čakal konkurentov, privil je ročico za plin in v obeh vožnjah pobegnil. Z brezkompromisnima vožnjama je prišel do tretje zaporedne skupne zmage in tako v skupnem seštevku izdatno zmanjšal zaostanek za vodilnim Enejem Krševanom na vsega 22 točk. Danes je bilo kar težko, ampak je bila dirka malo sama, ker je Nej tudi imel malo tehnične probleme, ampak težka dirka. Starejši od bratov Krševan je bil drugi, tretji pa je bil znova Uroš Petrič. Vozniki v 7 različnih tekmovalnih kategorijah imajo do 1. oktobra tekmovalni premor. Zadnja dirka sezone v mini cestno-hitrostnem motociklizmu bo na sporedu v Vrtojbi, kjer bomo dobili še preostalih 6 državnih prvakov za sezono 2023.
V Vojensu na Danskem je potekala dirka svetovnega prvenstva v speedwayu za mladince. V izredno močni konkurenci je nastopil tudi Anže Grmek, ki pa se ni najbolje znašel na zahtevni progi, ki je med dirko imela kar nekaj mehkih zaplat. Po vseh odpeljanih vožnjah je zbral 4 točke, kar mu je prineslo 15. mesto. Vso smetano so pobrali Poljaki, drugi zapored je mladinski svetovni prvak postal Matevž Cjernjak. Zadovoljen glih nisem, rezultati bi bili lahko boljši. Hitrost sem imel dobro, štarte 2 v redu, ostalo bolj tako. Na progi se ni dalo kaj dosti prehitevati, čim si bil odzad, je bilo težko priti naprej. Tako da je bilo vse odvisno od štarta, pa od tega bo Gunot spet naredil napako ali ne. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Kamnolom Mozel v Kočevju je bil prizorišče 3. preizkušnje za točke državnega prvenstva v trialu. Drugo leto zapored so za izvedbo dirke skrbeli člani AMD Kočevje, ki so imeli to pot več sreče z vremenom. Dirka je bila namreč z prvotnega termina prestavljena na september. Sama izvedba je potekala tekoče, še posebej, ker nam vedno pomaga AMD Lukovica. So lepo utečeni, pri temu mi zdaj to delamo drugo leto. Super, 5 sekcij nam je uspelo postaviti, pa upam, da drugo leto še kako več. 5 sekcij so tekmovalci morali odpeljati 5-krat, časovna omejitev pa je bila 4 ure. 2 sekciji sta bili postavljeni na gozdnatem in peskastem terenu z vmesnimi strmimi vzponi ter spusti. V konkurenci otroci se je znova izkazal Lovro Setnikar, ki je tekmoval v modri težnostni skupini T2. Talentirani mladenic je vnovič nabral nekaj kazenskih točk, vendar vseeno manj kot tekmeci za novo skupno zmago. Zahtevne ovire je znova premagoval pod budnim očesom očeta Klemna. Sem se počutil zelo dobro, saj sem tudi naredil en krog, ko sem imel same nule, sem pa tudi naredil nekaj brezveznih napak. Drugo mesto je osvojil Jan Bilen, tretje pa Lovrotov brat Nejc Setnikar. V ženski konkurenci je bila tokratna štartna vrsta lepo zapolnjena. 5 deklet se je soočilo z zahtevnimi naravnimi in umetnimi ovirami. Ines Pezič-Pregrad je vnovič dokazala, zakaj je prva dama slovenskega triala. Vozila je v rumeni T3 skupini, kjer je končala kot druga, med dekleti pa ni imela konkurence. Je pa doživela grd padec, ki je ni pretirano pretresel. Za nameček si je znova delila motor z Jasno Hribar in v absolutni konkurenci osvojila 7. mesto. Samo število sekcij ni bila tolikšna, ker smo vozili pač en krog več, ampak glede na to, da voziva 2 z enim motorjem, je definitivno veliko pripomoglo to, da je v bistvu prizorišče manjše, tako da ni bilo tako naporno potem peš hoditi od ene sekcije do druge. In tudi vreme je danes bilo nekako idealno za trial, da tako reči, sigurno pomagalo pri tem. Drugo mesto si je privozila Nina Berlič, tretje pa hrvaška voznica Ines Stanič. Berličeva je sicer prišla do zmage v beli skupini, potem ko je naredila manj napak kot Staničeva. Meni so se te sekcije zdele ful zanimive za voziti, teren dober, edin tole pač sipak teren mi ni najbolj domač, tako da to sem imela nekaj težav. Drugač pa super so postavili. Mirko Mežek je imel srečo v nesreči, saj na eni od zahtevnih sekcij spektakularno padel, premet čez krmilo pa ga ni ustavil na poti do zmage v rumeni skupini. Vse je potekalo gladko, lepo, kar na prejšnji dirk, ampak vmes me je pa res presenetilo malo na drugi progi. Vsi so rekli, da je bil spektakularen padec, ampak meni se ni zdel, ampak verjetno da bom biti občutil to. Tako da nekaj je pa to motošport, ki moraš zborbati do konca, tako da smo kar šlo boje. V absolutni konkurenci dirkačev, ki so vozili v rdeči skupini, je imel v deželi kočevskih medvedov največ ravnotežja Ali Al-Hijasat. Suvereno je ukrotil svoj motor in premagal večino postavljenih ovir. Specialist za enduro je nastopil na svoji drugi zaporedni dirki za državno prvenstvo in še drugič zmagal.
Ja, jaz sem kar zadovoljen. Na splošno mi je bilo super, zaradi tega, ker sem podozil spet nove sekcije, pa mi je vedno zabavno voziti kaj novega. Tako da je bilo kar v redu, zato ko je bilo kar suho in ni bilo nekega gripa, ampak sem zadovoljen z rezultatom. Najboljše voznice in voznike triala bomo na delu znova spremljali konec septembra, ko bo na sporedu zadnja preizkušnja sezone na zahtevnem terenu v Idriji. V italijanski Maggiori je bila v nedeljo 17. septembra na sporedu 18. dirka svetovnega prvenstva v motokrosu, na kateri so bili na štartu 3 slovenski vozniki. Poleg Tima Gajserja v razredu MXGP in Jana Pancerja v MX2 se je v šibkejšem razredu znova preizkusil Jaka Peklaj, ki je pred 2 tednoma na dirki za veliko nagrado Turčije prvič nastopil med dirkaško elito. Tim Gajser, 5-kratni svetovni prvak, je prvo vožnjo za veliko nagrado Italije dobro začel, a pri izvozu z drugega zavoja storil napako in padel. Tekmeci ga niso čakali, zato je zdrsnil na zadnje mesto. Z dobro in hitro vožnjo je sicer uspel prehiteti kar 23 voznikov in osvojil 9. mesto. V drugi vožnji je štartal bolje in po nekaj ovinkih hitro prišel na 3. mesto. Po tehničnih težavah na novo okronanega svetovnega prvaka Jorgeja Prada je Makolčan pridobil še mesto in v skupnem seštevku italijansko preizkušnjo končal kot 5. V razredu MX2 svojega najboljšega dne ni imel Jan Pancar, vendar ni imel tudi najslabšega. Prvo vožnjo je končal na 11. mestu, v drugi pa ni pripeljal do cilja, saj zaradi tehnične okvare odstopil. Še drugič letos mu je kamen polomil zobnik. Na dirki v Italiji je bil 18. v skupnem seštevku, pa ostaja na 11. mestu. Drugi slovenski dirkač v MX2, Jaka Peklaj, je v številčnejši konkurenci, kot je bila pred 2 tednoma v Turčiji, ostal brez točk. Skupno je bil 33. V AMZS Karting in motošportnem centru v Sloveniji vasi bo na sporedu 4. in hkrati zadnja dirka državnega prvenstva v kartingu. 7. dirka državnega prvenstva bo zaokrožila sezono 2023 v motokrosu. Odločitev o novih starih državnih prvakih bo padla v Orehovi vasi. Dolga sezona svetovnega prvenstva v motokrosu se bo zaključila v Veliki Britaniji. Matterley Basin bo gostil 19. dirko v razredih MXGP in MX2. Na otoku bodo dirkali tudi Gajser, Pancar in Peklaj.